Zdravo v novem večerovem podcastu o nogometu. Slovenska nogometna reprezentanca je v oktobrski akciji osvojila vseh 6 možnih točk, zmagala je proti Finski v Stožicah in na Severnem Irskem, ter je 2 tekmi pred koncem kvalifikacij za Evropsko prvenstvo na prvem mestu v skupini H. Novembra se bo Slovenija pomerila še z Dansko in s Kazahstanom. Prav ti 2 reprezentanci se še borita za prvi 2 mesti v skupini, ki vodita na Euro v Nemčijo prihodnje leto. Jaz sem Miha Dajčman, novinar Večera, v svoji družbi pa lepo pozdravljam dolgoletnega slovenskega reprezentanta Amirja Kariča. Zdravo. Lep pozdrav. Gospod Karič, kakšen je vaš komentar na minuli 2 tekmi? Slovenija ni prejela gola, odigrala je suvereno, tudi v trenutkih, ko so nasprotniki prevzemali pobudo, so varovanci Matjaža Keka povezali tisto primerno igro, kvalitetno, suvereno. Kako ste videli vse skupaj? Predvsem bi rekel, da so povezali eno ogromno energijo, ki je povezala prvo igralce, strokovni štab med seboj, potem navijače, in stvar je stekla tako kot mora. Se pravi, odigrali so zelo dobro prvo tekmo doma, se pravi, odigrali so suvereno, borbeno, se pravi, z Irci, kakorkoli so bili momenti, da so trpeli, ampak zasluženo zmagali to tekmo, ki je na široko odprla neke zadeve. Na domači tekmi smo začutili malo te tudi navijaške energije, ki ste jo v vaših časih reprezentance znali dobro občutiti za Bežigradom, torej se vrača malo ta nogometna euforija? Se vrača. Navijači ali pa celotna javnost to takoj opazi, začuti neko energijo igralcev, ki garajo skozi 90 minut, in to se je začelo redno pojavljati, in seveda, ko so neke zadeve blizu, se pravi, so navijači hitro stopili skupaj in jih je res fenomenalno bilo gledati. Zdaj za Bežigradom polni stadion, fantje si to zaslužijo, pokazali so svojo energijo, svojo borbo na igrišču, en za drugega, skozi 90 minut, in rezultat, ko se to vse skupaj poklopi, ne sme izostati. Tudi na gostovanju v Belfastu je bilo slišati slovenske navijače na razprodanem stadionu. Vi ste igrali v Angliji, tam so tekme verjetno še dodatno zahtevnejše zaradi teh polnih tribun, zaradi drugačnega dojemanja nogometa na otoku. Tako je. Oni niso imeli kaj izgubiti, se pravi, lahko so igrali sproščeno, selektor njihovi tudi imel neke probleme z sestavo ekipe, neke stvari je menil, kar je normalno. Mi pa smo prišli tja polni motivacije, fantje vejo, zakaj se gre, in sem zelo presenečen bil, da je bilo toliko slovenskih navijačev tam, in še to je veliki pokazatelj, da se pričakuje od fantov nekaj, da so zreli za neke zadeve, in jaz sem prepričan, da te 2 tekme bo Slovenija odigrala še boljše, in vse skupaj, ko povežemo vse te od prve tekme do zadnje tekme, razen mogoče neke slabše tekme na Finskem, ki smo izgubili, ampak mogoče malo neke zadeve, kar se tiče okrog vratarja, ampak ko je Jan na golu, se pravi, tu ni nekih zadev, in Slovenija suvereno finišira Evropskem prvenstvu. Samo še v golu, mogoče nekaj Adam Gnezda Čerin z izjemnim golom, tudi seveda tisti Šeškotov proti Finski je bil izjemen, ampak vseeno, mogoče če se tega dotaknemo iz prekinitve. Se pravi, Slovenija je točno vedela, zakaj in kako prihaja gor, se pravi, vedeli so, da bojo imeli 1-2 priložnosti, se pravi, prosti strel je bil fantastičen, se pravi, v golmanov ek mogoče malenkost
malenko slabša reakcija golmana, ker se pač, če nekdo živi zid postavi še igralca spodaj, pomeni, da mora golman biti v svojem eko, ampak ne glede na to, strel je bil dober, se pravi od vratnice v gol, se pravi skoraj neobremljivo za golmana in to smo zdržali do konca. Smo trpeli v nekih momentih, smo pa tudi nadzirali potek igre in tako kot sem rekel, če je energija prava, če fantje vejo, kdo kaj dela in da se vsi borijo in če neki, ne vem, Šporar dela fenomenalno fazo obrambe, ne, se pravi, potem sem prepričan, da ni ekipe, da Slovenija ne bi zmogla z njim igrati. Do novemberskih tekem je še slab mesec, Sloveniji nastop na Euro prinašata ali zmaga nad Danci, zahtevna naloga, to bi tudi pomenilo prvo mesto v skupini, izjemno izhodišče oziroma tudi neka potrditev dobre forme v teh kvalifikacijah, ali pa remi na zadnji tekmi proti Kazahstanu. Napoved, kaj pričakujete? Pa jaz mislim, da se nekako obe reprezentance in Danska in Slovenija zavedata, kaj pomeni ta tekma na Danskem za obe ekipe. In obe še imata eno tekmo in sem prepričan, da ne bo ne ena, ne druga reprezentanca nekih stvari htela prehitro končati, prehitro zaključiti, kajti vsi vemo, kaj bi sledilo, če bi, ne vem, mogoče Danska bila poražena pri njih doma in bi to avtomatsko že Sloveniji pomenilo uvrstitev na Evropsko prvenstvo. Vsi še imajo potem pod narekovajih neki popravni izpit, ampak jaz sem prepričan, da bo bolj pomembna tekma doma z Kazahstanom pred svojimi navijači in da bo Slovenija tu potrdila odhod na Evropsko prvenstvo. Kako nevaren je tekmec Kazahstan? Vrsto let smo jih imeli za nekakšne outsiderje, zdaj se dokazujejo, premagali so tako Dance kot Fince v tej skupini. Zelo taka neugodna ekipa, si jih nekako ne jemljajo resno in ti, če to so zdaj Finci čutili na svoji koži in če ne jemlješ reprezentance resno bilo koga, danes vidite, tudi Danska je komaj potrdila to zmago v Luksemburgu. Ne v Luksemburgu. San Marino. Ne. Se pravi, čuje. In tudi vse te reprezentance, ki so nekaj let nazaj dobivale po 5-6 golov od ekip, ne, so zdaj na nekem nivoju, kjer moraš veliko energije vložiti, da zmagaš. In tako je tudi z Kazahstanom, imajo kar nekaj posameznikov dobrih, tudi ekipa kot celota funkcionira ok, točkovno so zelo visoko, kar mogoče malo me tudi preseneča, ampak vsako ekipo treba spoštovati do konca in na zadnjem žvižgu se potem zadeve vidijo in jaz sem prepričan, da Sloveniji res tokrat ne smejo stvari uiti z rok. Kaj so prednosti te slovenske reprezentance? Imamo Oblaka na golu, imamo Šeška, Šporarja v napadu, vedno bolje sodelujeta Gnezda Čerin in Elšnik, Petar Stojanović je tu nekako zasidan na reprezentanci. Kaj je to odločilno, da je Slovenija v tem ciklusu tako suverena? Tako kot sem povedal, se pravi, zadeve so se začele odvijati po tisti, mislim, na Ligi narodov, ko so Slovenci dokaj solidno igrali, ampak je tam bilo, ne vem, nekako preveč neodločenih izidov, da bi lahko neke vidnejše zadeve naredili. Ne? In potem so se začele te kvalifikacije, te zadeve so se začele stopnjevati in energija, tako kot igralcev, trenerke, ki je
selektor, ki je postavil igralce na pravo mesto. Mislim, da je zadev, ker je Stanoviča dvignil više gor, ker Deki, kot ga kličejo, ima izjemne sposobnosti, 1-1, od teh predložkov do vse teh stvari. Ne? In zgornja trojka se je podredila, ujela se je med sabo in izjemno funkcionirajo. In potem, se pravi, vedno se začnejo stvari v obrambi. Funkcionira zelo dobro. Karkoli gre skozi, je to neverjetni oblak, ki rešuje te zadeve. In če imaš ti enega najboljših golmanov na svetu, potem lahko mogoče malenkost bolj sproščeno igraš, ker veš, da je v 90%, da bo on to zadeve reševal. Ne? In je potem to iz tekme v tekmo raslo, energija je rasla, pubeci so se spoznavali, odigrali, sproščeno odigrali, kar je pomembno, tudi igrivi spredaj in potem karkoli zadeve, tudi ko smo bili pod pritiskom, je bila ta prehod ali pa kontra Slovenije izjemna, z izjemnim Šeškotom, ki je neverjetno hiter in smo tudi tu reševali neke zadeve, ki so bile pomembne in tako se rekel, rasli s tekmo in sedaj pa je samo še treba postaviti piko na i. Mogoče če še omenimo Jakub Viola, zdi se zelo miren, suveren, tudi ko mu pobegne kak igralec, stegne nogo, dokazuje v bistvu to kvaliteto, ki jo kaže v italijanskem prvenstvu, ker je ves čas med bolje ocenjenimi branilci, želijo si ga večji klubi od Udineseja. Je on ta nek dodatni adut pri stabilnosti slovenske obrambe? Absolutno, da je. Se pravi, od ruske lige, od veznega igralca, ki je igral, ko ni bil mogoče malo standarden, sedaj prestop naredil tja in sedaj pa vsako tekmo dokazuje, da je izjemen, čvrst, borben, se pravi, ni odmikanja niti milimetra, kar se pozna, se pravi, še posebej, ker se pravi, standardno igra v italijanski ligi, vemo sami, kaka liga je to, in stopnjuje formo in je res igra odlično in slej ko prej bo naredil en še večji transfer, kot je to. Mogoče še slabosti, zdaj smo kar nekaj časa govorili o prednostih. Je kakšna stvar, ki bi jo slovenska reprezentanca morala popraviti, kje mogoče škripa? Pa moram reči, da so skoraj neke minimalne neke slabosti, ker zakaj? Ker fantje v zgornjem delu toliko delajo faze obrambe, da je to skoraj neverjetno. Ne? In normalno, če ti zgoraj že začneš stvari delati, da ima vezna linija manj dela, in če oni delajo, se pravi, ima obrambni del še manj nalog za delati. Ne? In se pravi, ogromno pripomore trojka zgoraj. Mogoče edino, da zdaj, če bi sodil po parih tekmah, skoraj ne vidim, da ima Slovenija neke, rečemo, izrazite slabosti v tem trenutku, ampak mogoče tako kot ne samo Slovenija, tako kot vse reprezentance, se pravi, mora biti maksimalna koncentracija pri teh prekinitvah, ki so izjemnega pomena. Tudi Slovenija, vidim, da kar nekaj prekinitev trenira, ker jasno, da je to se najhitreje ali pa najlažje zadeti neke gole, kot pa skozi igro. Tako da tempo igre je dober, fantje držijo tempo skozi 90-95 minut, tudi če komu karkoli zmanjka, se pravi, so fantje v rezervi, ki še dvignejo potem ritem naprej, in moram reči, da po dolgem času, da
da mi je užitek gledati, ko se fantje borijo in ta energija in tako sem rekel, ne more biti ali pa ne morem nič vzeti tega, kar so zgarali zdaj. Gremo na vaš položaj, na levem boku kar nekaj menjav v teh kvalifikacijah. Pred poškodbo je bil standarden Sikošek, zdaj se je izkazal Janža, tu je tudi Balkovec, včasih skoči na to stran tudi Karničnik. Kako vidite te rešitve? Rešitve so čisto ok. Se pravi, vse je stvar neke forme od teh igralcev in Sikošek pač ima malo smole glede te poškodbe, je dal neko stvar, Janža nadaljuje neke zadeve, ima zelo dober center shoot in se pravi, če imamo mi dobre bočne igralce, se pravi, ko prijemo do nekih situacij za neke predložke, dosti lažje neke zadeve z dobrim predložkom zaključimo. Prej to Slovenija ni imela, zdaj so se stvari malo popravile in jasno, ko ekipa gre, ko mašina laufa, potem bilo koga bi postavil, bi to šlo naprej, ne. Tako da zaenkrat funkcionira vse fantastično in vsa čas fantom. Ko mašina laufa, marsikdo povezuje to reprezentanco za kakšno prejšnjo, z vašo, s tisto, ki je šla v Južnoafriško republiko. Vidite vi kakšne povezave, podobnosti, ali je to vseeno toliko let razlike, da jih ni? Prej bo to, da je to stvar vsake zadeve posebej. Ampak kar pa veže vse to, pa je stvar energije, volje, želje igralcev. Se pravi, in stvar, da se ve, kdo kaj dela na igrišču. Se pravi, da se ve, kdo je šef. Ne? Se pravi, vsak svoje delo mora opravljati. Ne? Se pravi, pri nas, ko smo mi bili, se je točno vedelo, kdo kaj dela. Se pravi, kdo vodo nosi, kdo daje gole, kdo centrira, kdo ono. Se pravi, ta razporeditev mora biti. In tudi takrat, ko so zadeve šle v Južno Afriko, se je vedelo, isto ekipa bila zelo dobra in tudi zdaj v teh kvalifikacijah se ve, kdo kaj zakaj. Drugače ne gre. Ne? In če bi vsi vse delali, mogoče tako, kot je bilo v Ligi narodov ali pa prejšnje kvalifikacije, kjer si mogoče odigral 2 tekme dobro, pa potem 3 slabo, pa spet 1 dobro, se pravi, preveč je teh nihanj. Ne? In ko se fantje postavijo, ali pa stvar je v nekem dogovoru, slačilnica je tista, ki prinese večji del vsega. Ne? Se pravi, jasno, da selektor postavi taktične zamisli, pa vse ne. In ko se igralci v garderobi sami med sabo dogovorijo, ko je prisotna ta energija, ko se zmenijo, kdo kaj, zakaj ne, potem zadeve štimajo. Ne? In to je konstanta bila od začetka, pa zdaj do teh tekm je bila zelo dobra, če ne vrhunska. Ne? In potem rezultat ne more izostati. Je res, da mogoče nam malo na roko gre tudi skupina, ki jo imamo, je dobra, če je Slovenija dobra, tako kot so pokazali. Ne? Je pa tudi, če bi malo slabši odziv igralcev bil, bi se zadeva obrnila drugače in sigurno ne bili na tem mestu, ki smo. Hitro bi se lahko stvari zapletle. Šeško, ga lahko primerjamo z Zlatkom Zahovičem vaše generacije, ali je preveč razlike med njima? Morate vedeti eno stvar, da je Šeško talent, veliki talent, v čisto kontra generaciji, ki je bila. Zlatko ima ene
take posebnosti, ki jih ne verjamem, da jih bo kdajkoli kdo imel v slovenski izbrani vrsti. Kakšne so te posebnosti, če lahko To skočim? so težko opisati z besedami, koliko on rabo malenkosti, da je gol dal, ali pa koliko sreče je on imel, da je žoga se ravno k njemu odbila. Se pravi, doskrat so bile neke zadeve, ne vem, kako bi rekel, matematično nemogoče, da žoga prije do njega, ampak vseeno je žoga prišla do njega. Se pravi, on je bil, kar se tiče okrog 16 metrov ali pa v 16 kinot, je bil ubojit, to je bilo brez napake. Vsaka malenkost, ki se mu je ponudila, je on to kaznoval in to ga je krasila tudi kot nogometaša vseh teh velikih klubih, ki je igral. Beni pa se uspenja, igra fantastično, daje zadetke, težko ga je čuvati in še rabi nekaj časa, da bo držal to konstanto. Ker razlika, da je Zlatko to konstanto držal v reprezentanci skozi, iz tekme v tekme, tu pa je mogoče malenkost nihanja, ne. In jasno je, da ker pač toliko mlad pa vse, ne. In je ena velika svetla prihodnost pred njim, če bo nadaljeval v tem ritmu, lepo ga je gledati, kakšne gole daje, in je veliki plus, prvo kot da je šel v Nemčijo, večji klub, tam še izboljšuje svoje zadeve, ampak ko ga gledaš za reprezentanco, je fantastično. Kako bi Amir Karič kot igralec ustavil Benjamina Šeška? Zelo težko. Prvo kot ne igra na moji strani, drugo je pa izredne hitrosti. Takrat ni bilo nekih takih igralcev z neko hitrostjo, prej drugače se je igralo, ampak je skoraj v tej formi, s tem potencialom ga je skoraj nemogoče ali pa težko staviti. Kako pomembno vlogo ima selektor pri vsem skupaj? Seveda, zelo pomembno kot selektor, ampak vi poznate Matjaža Keka malo bolj podrobno kot večina javnosti, ne? Kakšen trener je, kako pomembna je njegova vloga v tej reprezentanci? Pa dobro, Matjažem se poznamo že dolgo, ker smo pač tudi soigralca bil moj trener, vse. Tudi on je rastel z temi zadevami kot trener Maribora, pa potem trener Rijeke, tudi on je svoje zadeve izpopolnjeval. Imel je tudi dobre trenutke v nekih kvalifikacijah, tudi slabe trenutke, ko se ni vedelo, kako bo, ne. Vse to je zdržal in pokazal, iz kakšnega testa je, in je bilo vprašanje časa, kdaj bo sestavil eno dobro reprezentanco z dobro energijo, in sedaj je z nekimi potezami pokazal, da je to, in zelo sem vesel zaradi njega, da mu je to uspelo, in sem prepričan, da mu bo uspelo, kajti ogromno truda vlaga, ogromno analizira zadev, in če to dela s srcem in vse, se pravi, stvari slej ko prej se morajo poklopiti. Vrnimo se 24 let nazaj na kvalifikacije za Euro 2000. Kaj je bilo takrat ključno za preboj Slovenije na Euro? Prvo veliko tekmovanje. Pa ključne so bile tako kot podobne zadeve kot zdaj. Se pravi, zbrali smo neko energijo, imeli smo dobrega selektora, ki nas je pustil igrati.
ker znanja pa vsega tega smo imeli. Igralsko smo bili zelo dobro postavljeni in ključnega pomena je bilo, da smo mi dobivali pod narekovajih slabše tekme. Ne, se pravi, ti ko greš v kvalifikacije, ni problem izgubiti od boljše ekipe, kot je. Ne. Se pravi, kvalifikacije se dobivajo, da dobiš ti slabše nasprotnike. Tu ne smeš kiksati. Se pravi, kiks je tudi neodločen rezultat. Ne. Se pravi, spomnim, ne vem, ko smo igrali v Albaniji, ki je bilo fanatizem na njihovi strani, je bilo redko kdo je lahko zmagal tam. Nam je to uspelo 1-0 in takrat so se tudi neke zadeve začele odvijati in smo skozi te kvalifikacije rasli in tako se točno se vedelo, kdo je zakaj na igrišču. In vsi smo to sprejeli in smo začeli funkcionirati kot eno. Igrali smo zelo dobro, imeli smo tako kot sem rekel, fantastičnem Zlatkotu, se pravi, imeli smo, ne vem, Turbo Rudija, mašino, ki je prelaufal za vse nas, ko je bilo potrebno. Imel si betonski zid v sredini, ne, in je potem dosti lažje bilo, ne, ker si vedel, ko ti da žogo enemu od njih dveh, da je to varno, ne, da si potem lahko sproščeno, smo se lahko dvignili više gor in ko igralci zaupajo en drugemu, potem dosti lažje neke stvari igraš in ko veš, da si ti, ko daš svojemu soigralcu, da veš, da je to sigurna zadeva, ne, se pravi, tudi ekipa se lahko potem razbremeni, se lahko više postavi in so stvari potekajo drugače. Nam je to uspelo in smo res kot ekipa izgarali za to, tako se rekel, imeli smo dobrega vodjo in na igrišču in kot selektora, jasno pa je, da se ti vse te stvari morajo poklopiti. Nam se je, ampak še enkrat, mi smo si to, noben nam ni dal zadev, mi smo si to zaslužili. Kak na igrišču, toliko garderobi, toliko izven garderobe smo se povezali med sabo, tako kot fanti danes, komaj smo čakali, kdaj bo zbor za reprezentanco in s tem tudi raste reprezentanca in slej ko prej se poklopijo stvari. Kaj se dela v reprezentanci, ko ta ni na igrišču? Kako se povezujejo člani njeni, kako se družijo, morda zabavajo? Lahko zaupate kakšne skrivnosti iz tistega časa? Pa ni tu nekih skrivnosti, pač imeli smo mi neko stvar, ki smo se dobili, smo vedno šli, večina nas skupaj na večerjo, se pravi, smo se tam podružili pred začetkom ciklusa ali pa priprav ali pa kakorkoli, smo se tam že tu smo se nekako ujeli, pogovorili, kako bojo zadeve tekle in jasno, da se to stopnjevalo in to je težko nekako opisati z nekimi besedami. V glavnem, veseli smo bili, da smo se zbrali na zboru, da smo lahko trenirali, da smo se lahko podružili in normalno smo komaj čakali, da pride tekma. Kaj je bila ta restauracija za večerjo, ali mislim, je bila posebej izbrana vedno ista? Je bil kak ritual? Ta je bil, nekako je bil ritual naš. Bili smo v tej znani restauraciji v Ljubljani v Asu, kjer smo se podružili nekako na dan zbora. Selektor nam je to tudi dopustil in ko smo se mi to podružili, naslednji dan se je začelo trening in je bil, se pravi, maksimalni fokus samo na trening in tekmo. Za Slovenijo ste igrali na 67 tekmah, dosegli 2 gola. Se spomnite debija proti Združenih arabskih emiratov?
21. maj, 96. mesec, v katerem sem jaz rojen. To je bila ena zanimiva tekma, kajti komaj sem čakal, ali pa sem si želel poklic v to reprezentanco. Stvar je tem, da sem tudi dokaj dobro igral v slovenski ligi, kar nekaj golov sem dal in nekako potihoma sem tudi pričakoval neki poklic, ampak moram reči, da mi je tu dosta pomagal pokojni Šoštarič Edvard. Ogromno zadev mi je omogočil, izkoristil sem to priložnost in od takrat dalje sem bil član te generacije, te izjemne generacije in nekako nisem spuščal svojega mesta iz ekipe. Na debiju ste zadeli? Tako, Kakšen bila je prijateljska tekma, si so mislili, da Saudska Arabija, da bomo mi to nekako lahko stvari naredili, ampak se je pokazala kot ena dobra reprezentanca. Bil je neki, če se prav spomnim, neka povratna žoga od Šiljaka na nogo in sem daral in sem zadev vesel, tako kot vsi, ko dajo gol, še posebej na debiju, in prijetno občutek, in od takrat sem se vklopil v to reprezentanco in je bilo super. Drugi gol ste dali mladi reprezentanci, za katero ste prav tako igrali. Včeraj sem bil v Murski Soboti, spremljal tekmo U21 Slovenije proti avstrijskim vrstnikom. Slovenci so zmagali proti na papirju favoriziranim Avstrijcem, s tem zelo izboljšali svoje možnosti za pot vsaj do dodatnih kvalifikacij za Euro 2025. Kako podrobno vi spremljate mlajše slovenske reprezentance, vsaj to U21? Spremljam vse, kajti moji nekdanji kolegi iz reprezentance so selektorji in Ačimovič in Žlogar in ostali fantastično vodijo te zadeve. Gledal sem si tudi en trenutek tekme, ampak vse je stvar, kako povezati fante, ne? In ona dva to uspevata v tem trenutku zelo dobro in tako vse posod je pomembna energija med igralci, je pomembna energija med selektorom in igralci, in ko to štima, so fantje pripravljeni odigrati na dosti večjem nivoju ali pa na višjem nivoju, kot so mogoče sposobni. Sigurno je to za njih tudi neka čast, neka ambicija, da se pokažejo, in glede točkovno stojimo zelo dobro in vedno smo blizu nekih zadev, ne? Samo nam manjka mogoče tisti kanček, mogoče malo sreče, malo dobre energije, dnevne energije, ne? Da se nam poklopijo zadeve, in sem prepričan, da bo slej ko prej tudi mlajšim selekcijam uspelo. Vrnimo se na vašo reprezentančno zgodbo. Najlepši spomin, če bi mogli enega izpostaviti, pa tak, ki še mogoče ni razkrit javnosti. Pa ni tu nekih takih zadev. Nas vežejo, jasno, da je prva vrstitev na neko tekmovanje, ne pozabiš nikoli, in koliko smo mi izgarali za to tekmovanje, koliko energije, truda smo vložili vsi, od treniranja do individualnega treniranja, do vsega, da se nam je poklopilo, in teh zadev ne pozabiš ti nikoli. In tudi jaz ne bom, tudi sem prepričan, moji nekdanji soigralci ne bojo pozabili tega velikega tekmovanja in vse te energije, kot so
navijači tudi prenesli v to, kakšna ogromna številka jih je prišla pogledati to Evropsko prvenstvo, ne pozabiš nikoli. Za eno anekdoto sem slišal, nisem našel potrditve, razbit nos, Rudonje, bojda je prišlo do nekega kontakta, lahko malo opišete. Mislim, drži ta podatek? Drži. Kje se je zgodilo, kaj se je zgodilo? Mislim, da je to bilo v Beogradu, na eni zelo pomembni kvalifikacijski tekmi. Mislim, da je bilo takrat 1-1, rabili smo neki pozitivni rezultat. Na moji strani je neumorni Rudonja bil in smo skupaj šla v neki štart na enega igralca. Jaz sem mogoče malenkost više nogo dvignil za vsak slučaj, da ne bi igralec šel skozi, ne. Rudonja pa tudi po drugi strani z dršečim štartom šel malo niže in sem ga zadel s kopačko v nos in je imel neki zlomljen nos, ampak vse skupaj se je izteklo zelo dobro, tako da tu ni nobenih zamer, bilo je vse v nekem žaru borbe. Malo smo se hecali tudi, da zdaj ima vsaj lepši nos Rudonja, ko ga imel prej, ne. In vsi smo se pač nasmejali v teh zadevah, tako da nič kaj resnega. V enem od podcastov so se kolegi pogovarjali, da so včasih v bistvu bile neke stave med navijači, med javnostjo, ne ali bo Amir Karič dobil karton, ampak v kateri minuti ga bo. Kako ste vi takrat spremljali te debate, so prišle tudi do vas? Pa dobro, čuješ neke zadeve, pa vse ne, ampak moj cilj je bil vedno odigrati maksimalno borbeno, koliko le gre. Jasno je pa normalno, ko pride kakšna situacija, pa ko pridejo kakšni, ne vem, boljši igralci, da je tudi meni težje in normalno, da kot ekipa, ko igra borbeno z žarom, pride tudi take zadeve in jasno, da so prišli tudi kartoni, tudi vse. Vedelo se je, da je več ali manj leva stran neprebojna, ampak če pa prije kdo, pa rešujemo tudi na druge načine. Super. Nadaljuje se prva liga zdaj, ko je konec reprezentančnega premora. Maribor ima novega trenerja, prav tako Celje, Olimpija, Koper, vsi so menjali trenerje. Komu od teh novih trenerjev bo šlo na nadaljevanju sezone najbolje? Pa glede na stanje v ekipi, ki je nekako prepisujem največ možnosti, pa ne, ker sem jaz iz Maribora, prepisujem največ možnosti nekako Mariboru, ker nimajo poškodb, sanirali so zadeve, dobili so novega trenera, že pokazali prvo tekmo, da kaj pomeni vnos neke energije prvo s trenera, pa se pravi, se prenese to na igralce. Druga stvar je, Celje ima nekako točkovno prednost, ampak niso pa igralno bili tako superiorni kot na začetku. Tudi zdaj se bo pri njih menjal trener, se pravi, spet je tu nekih informacij, Riera pa novi trener, se pravi, tudi tu prije lahko do nekih zadev, nekih poškodovanih igralcev imajo, se pravi, predvsem Matkota, ki je bil motor ekipe, ki če ni šlo komu, je on s prodorom reševal kar nekaj, ne, se pravi, tu se lahko neka stvar zalomi tudi Celju. Kar se tiče Olimpije, je nekako moče logična rešitev, ampak tudi oni, koliko ima informacije, še nimajo uradno trenera. Vse to bo vplivalo na igralce,
Tudi oni so malo slabše končali ta reprezentančni premor, niso kusili sla zmage. Koper po mojem funkcionira zelo dobro. Imajo dobrega trenera, imajo po mojem najboljši napadalni del v ligi in bojo en glavnih konkurentov za prvo mesto. Zdaj mislim, da bo danes uraden ta prestop Zeljković v Olimpijo. Lahko to nekako omaje Koper? Seveda lahko. Fantje so bili povezani, navezani na trenera, dobro je funkcioniral z njimi, dobro jih je postavljal in rezultatsko so zelo dobro funkcionirali. Spet novi trener, nove zadeve, ni toliko časa se prilagoditi, lahko vpliva pozitivno, negativno, se pravi, vse stvar se bo videla v naslednjih kolih. Tudi Zeljković bo prišel v novo okolje, rečemo, imajo za nekega potencialnega dobrega trenera, tudi on bo mogel zavihati rokave, nova ekipa, nove zadeve, težko bo tudi njemu, dokler igralci ne usvojijo zadev, ki bi jih on rad. Tudi Olimpija ima eno fantastično ekipo, se pravi od sredine do napadalnega dela. Zgubili se zdaj sicer Vidovška, no, ampak ne, on jim je tudi ogromno nekih zadev popravil in bo zanimivo bo prvenstvo še do konca, še posebej kdo bo uspel vknjižiti zdaj te točke. Kar nekaj derbijev, težkih tekm je in sami vidite, da je tudi z slabše ekipe na papirju, od Radomlja do Aluminija do Rogaške. Če nisi maksimalen, boš težko dobil točke. Koliko o dogajanju v NK Maribor govorite s Svenom, sinom, članom Maribora? Pa pogovarjamo se predvsem o tekmah, analiziramo, debatiramo, kje bi lahko bilo še boljše, kje je bilo slabo, da popravlja te neke zadeve, ampak toliko je že star, da samo vlada svoje zadeve. Zamo gre odlično, ta 2-3 kola je odigral res dobro. In on je tip igralca, ki mu treba dati samo mir, svobodo in on bo oddelal 120%, nevarnje, takoj od podaje, od prekinitev do vsega. Se pravi, samo treba ga izpoznati in izvleči njegove kvalitete, ki jih ima. Tudi ko klubu ni šlo, se je videl, kaj mu pomeni NK Maribor, težave so bile, pokazal je to, tudi o tem govoril, trudil se je, tako da verjetno ima tudi zaradi tega neko podporo strani navijačev, kar je Mariboru prav tako zelo pomembno. Res je, on je pač nekako otrok Maribora, igral cel čas za Maribor, ampak nekako se neke zadeve niso šle, je pač nekako drugo pot ubral, dovolj nekih izkušenj si je nabral v Angliji in vse posod, ki je igral, tako da je prišel maksimalno pripravljen v klub, ki ga od malih nog ima rad in sanja, da bo igral za Maribor. Zamo se ta stvar uresničila in kaže dobre partije in sem prepričan, da je bo kazal tudi naprej. Vaša zadnja služba pri Pomurkah, če se ne motim, popravite me, zakaj ste se torej s Pomurkami takrat razšli in kako je z trenutnim statusom vašim trenerskim? Pa moram reči, da sem prišel tja nekako predvsem zaradi
Prva stvar zaradi svoje hčerke, ki je igrala tam. Druga stvar pa, dosti tekm sem jih pogledal in sem videl, da pač je to ogromno nekega materiala, ogromno nekih stvari za popraviti, za narediti, da je ekipa dobra. Predvsem pa stvar, da bi probali neke zadeve narediti v Evropi. Igrali smo zelo dobro v prvenstvu, tudi na derbiju z Olimpijo smo bili dobri, ampak so se neke stvari začele dogajati, nekako zasičenost nekih domačih igralk, kar je bilo vidno že pri ostalih trenerjih, se pravi, niti en ni zdržal več kot leto dni, se pravi, neki pokazatelj, da nekaj ne štima. Nekako sem čutil, da nikoli nisem imel neke podpore od športnega direktora in od ostalih zadev. S puncami smo, mislim, da korektno sodelovali, ampak na koncu sem videl, da z ženskami je treba nekako bolj na strog način, da ne gre na neki prijateljski bazi, ker nekatere stvari ali pa dosti stvari jim spustiš ali pa dosti stvari izkoristijo, kar se je na koncu tudi poznalo. Izgubili smo pač ta nesrečni derbi, ki smo res moče odigrali malo slabše, ampak še vedno smo točkovno tri kroga pred koncem imeli 5 točk in realno rečemo 95%, da smo bliže prvaki, ampak takrat športni direktor se je pač odločil, da ni to. Normalno, da mi je bilo škoda, ker nisem končal zadeve, da pač potrdimo ta naslov, ampak tako je v nogometu, enkrat si, enkrat nisi, ampak meni je žal bolj teh zadev, da od samega začetka sem pač opozarjal punce, da mi treniramo, delamo za evropske tekme, ne delamo toliko za slovensko ligo, ker v Sloveniji smo bili razen Olimpije, ni mogel noben parirati in da se pripravljamo skozi leto za te evropske tekme, ampak na koncu se je izkazalo, da sem imel prav, da so punce niso mogoče skozi leto bile na nekem svojem nivoju in sem prepričan, da če bi ostali vsi skupaj, da bi Mura bila v Ligi prvakov. Vem, da mogoče nehvaležno vprašanje, ampak koga raje spremljate na igrišču, hči ali sina? Ali oba? Pa dobro, kak imam čas, se pravi, odvisno kdo kak igra, katere dneve, spremljam Svena, ki je pač ali grem na tekmo ali pa je to po televiziji. Tudi par tekm sem si ogledal od hčerke, ki igra v Šturmu, tudi te so zanimive tekme, tudi avstrijska liga ženska je dosti močnejša od slovenske, ker tam je razen, rečemo, ne vem, Sampolten je razred zase. Vse ostalo pa je 4-5 ekip, ki se borijo za to drugo mesto, ki prinaša še evropsko vozovnico in ko imam čas, si to pogledam, uživam in ko gledam njo in njega, tako da... Niste v skrbeh, ko vidite Tijo na igrišču, pa je kdo v štartu, katera je odigralk nad njo? Pa ne, to so pri ženskah je dosti neko manjše tveganje, neke res huje poškodbe, ker ni takih štartov pa vsega. Tudi tu pri moških se igralci zavedajo, da je to VAR, da so te stvari, da ne more nič pobegniti danes, prej bilo to drugače, prej je to bolj pokalo kot zdaj, ne. Ampak se zavedajo, da so vsi profesionalci, da živijo od tega in
mi je lepo pogledati oba in sem nekako kot starš sem res lahko vesel, da sta v nekem športu, da sta mogoče nekako v vrhunskem športu, da dobro igrata, da sta srcem tu in sem lahko samo srečen. Ok, gremo še v zadnji sklop. Vprašanj ta je bolj za mojo dušo. Pred kratkim sem vas spremljal na veteranskih igriščih v Svečini. Za Kungoto igrate po novem. Zakaj za Kungoto? Kako to, da še ustrajate? Vem, da ste že tudi prej v vrsto let igrali v veteranskem, pa tudi še v članskem nogometu na teh nižjih ravneh. Vas tako žene ta želja po nogometu, da je treba igrati? Pa tako je, ko imaš ti od malega rad ten šport in si posvečaš vse življenje temu, ne? Se pravi, dokler bo telo dalo neke signale, da še lahko neke zadeve delaš. Jasno je, da ne moramo več teči kot smo, ne vem, 5 ali pa 10 let nazaj, ampak še vedno je naša žoga dovolj natančna, dovolj hitra za nekatere druge soigralce. Prišla ideja za Kungoto čisto slučajno. Imam enega dobrega prijatelja tam in me pač prosil, če bi pomagal malo, da si fanti želijo biti prvi, in tako kot vsaki projekt me je tudi ta zanimal. Tu je nekaj dobrih soigralcev, imam tam, ki so igrali nekako preligaški nogomet in ekipa funkcionira dobro, družimo se dobro po vsaki tekmi in mi je to super, dokler bo šlo, bo šlo. Res močna ekipa je ta veteranska iz Kungote. Res me je zanimalo, kako so vas prepričali, zdaj ste malo že razložili, ampak so vam mogoče za naslov veteranskega prvaka v tej ligi Svečini v Kungoti obljubili kak zaboj vina, kak sota, kar takega. Dobro, to je vedno prisotno, ampak tako kot sem rekel, šel sem zaradi mojega prijatelja Kokot Renato tja, zaradi njega. Poznal sem nekaj igralcev že tam in meni je pomembno, da je ekipa ok, da so v redu med sabo, da imajo neki cilj, da ni to samo igra kot igra. Oni so pač predstavili, da imajo cilj biti prvi, da zaenkrat nam to uspeva. Dobro igramo, razumemo se med sabo in to mi je dovolj. Je tudi ta del nogometa veteranski, poln anekdot, kot je tisti iz profesionalnega nogometa? Pa mogoče malo manj, ampak cilj vseh teh igralcev v tej naši ligi je, da se odigra, da ni nekih poškodb, da se potem podruži, tudi po tekmah ostanemo skupaj tudi z nasprotno ekipo in se podružimo, se malo pohecamo, če je bila kakšna zadeva in to mi je super in se z veseljem grem na te tekme petkih. Kdaj se seli Kungota na nov stadion? To vedno pozabim vprašati v Kungoti. Zdaj informacije non-stop krožijo, ampak mislim, da bojo zadeve za spomladanski del pripravljene, objekt raste in bo res super igrati na tem objektu, na tem igrišču, ki bo zelo dobro pred svojimi navijači doma. Je res, da v Svečini imamo tudi podporo, pa vse, ampak je pa travnata površina zelo, zelo slaba. Ampak kljub temu igramo, se borimo, probamo dati vse od sebe, da zmagamo, ampak v tem trenutku rajše igramo zunaj kot doma. Zaradi igrišča, ampak jaz upam, da se bo to čim prej ampak malo spremenilo, da bomo igrali na svojem igrišču, lepem igrišču in pokazali še boljše igre. Za čisti konec še prošnja po eni anekdoti spominu iz vaših reprezentančnih časov.
Res, če je kaj, se vam zdaj utrne, kakšna posebnost, mogoče iz evropskega prvenstva svetovnega. Težko je karkoli. Ogromno je teh zadev bilo, ampak te najbolj skrivnostne tako ostanejo med nami. Mi vemo sami na kak način smo se hecali med sabo. Važno je, da smo še dan danes nekako vsi med sabo prijatelji, da ko se vidimo, da se spominjamo dobrih zadev in da dostikrat se vidimo na teh humanitarnih zadevah, sodelujemo med sabo in nekako to je ali pa meni privilegij bil, da sem lahko v takratnem času igral za reprezentanco. Drugo leto v Nemčijo. Jaz sem prepričan. Hvala, Amir Karič, da ste si vzeli čas za večer. Gledalke in gledalce, poslušalke in poslušalce Večerovega podcasta pa vabimo k spremljanju Večera v tisku in na spletu. Hvala. Hvala.